Kaj lepšega lahko starš naredi za otroka, kot da mu da v roke eno igračo, ki mu čist zafrtajčka tiste majhne možgančke. Dan? Preden povem, kaj točno je v tej škatli, ker ta unboxing bo malo drugačen, kot tisti, ki pridejo naokrog ponavadi. Preden to odprem, bi rad razložil, kaj meni osebno pomeni kreativnost, ali pa, dajmo temu reči, ustvarjanje. Verjetno bi malo pretiraval, če bi rekel, da mi to pomeni vse. Zato, ker je še kakšna stvar v življenju, ki mogoče pomeni še malo več. Recimo družina, otroci, prijatelji. Ampak, a veš, mogoče sem jaz tak mal čuden tič, ker meni kreativnost res pomeni skoraj vse. Zagotovo je recimo rangiram nad zaslužek z največjo lahkoto. A veš, zato, ker kreativnost je ena od tistih stvari, ki me izpolnjuje. In to je meni ful pomembno. Moram malo paziti, kaj s tem nožem delam. No, ampak zakaj sploh to razlagam? Pojmo najprej 2 koraka nazaj. Veš, ne bom rekel na dnevni, ampak na tedenski bazi dobim ogromen enih ponudb za sodelovanje. Ciril, a bi ti reklamiral to, ali pa uno, ponovadi, ali pa ne ponovadi, včasih so to stvari, ki nimajo nobene veze z mojim načinom razmišljanja, življenjskim stilom, s tem, kar želim komu sporočiti. No, pa se počasi zgodi ena stvar, ki pa rečem, to je pa noro. In to je ena od teh stvari. Z največjim veseljem, skoraj je padel, si videl? Danes še ni, mogoče bo to prvi unboxing, ker telefon ne bo dol padel. Po sosedih gradijo, pa ful na glas klepetajo, ampak nič ne moramo. Sem mislil, da bi bo rad. No, in pri zadevi, ki jo bom danes pokazal, je kreativnost tako zelo spodbujena pa poudarjena, da bolj skoraj ne bi mogla biti, gre pa za igračo. Mogoče ste to zadevo že videli v Štartaj Slovenija. In jaz, ki sem prvič učno to vrgel, sem rekel, pa stari, to je genialno. Pa ne samo to, a ta sta omot. Tam ostan. Predvsem pa, a ni vedno fajn, če take res mega kulske stvari nastanejo v slovenskih glavah. Skuhala sem. Skuhala si v McDonald'su? No. En kratek intermezzo, včeraj sem šel na kako se temu reče, menedžerski pregled in zatem sem doživel popolno presenečenje. A veš, jaz sem se poročil tako na hitro, nobenemu nisem povedal, da se bom in tudi fantošne nobene ni bilo, no. Včeraj je pa bila. Tako da sem pikico utrujen, ampak nič hudega, zdaj bom končno to ven potegnil. 3, 4. Veš kaj je to? Spoštovani gospod Ciril, v 4. sezoni Štartaj Slovenija. Želim vam prijetno in zanimivo odkrivanje Gogiksov. Lep pozdrav, Ervin Presiček. A veš, kdo je to? To je človek, ki si je to zmislil. Za začetek, Ervin, jaz sem pogledal tisti YouTube video na kanalu Štartaj Slovenija, kjer je opisana pot od nič do sem. Rešpekt. Spraviti eno stvar iz glave v roke, to še nikoli ni bilo lahko, tukaj pa še posebej ne. Kaj je Gogiks? Gogiks je slovenska igrača. Kako ćem zdaj to povedati? Kako bom rekel? Spodbuja kreativnost na zelo podoben način, mislim, to je treba priznati, ker recimo Lego kocke, ampak daj to pomnož tako za ne 47 tavžen. V tej škatli so točno tele sestavni deli. A veš kaj pa drugače najboljša stvar pri tej igrači? To je to, da ni navodil. Nobenih navodil ni. Ti imaš navodila tukaj noter. In vsak človek ima svoja navodila, ker ima vsak človek svojo domišljijo, svoje ideje in svoje vizije. Zato sem z največjim veseljem, ko so me poklicali, pa so rekli, lej Ciril, a bi predstavil to igračo. In ko sem slišal, katera igrača to je, ker sem za to že slišal, sem rekel, ja, z največjim veseljem. Ker kreativnost je nekaj, kar konkretno mene žene naprej. Kreativnost je tista stvar, ki meni izpolnjuje. A ti veš, kakšno darilo je to za, pa ne samo za otrok, to je darilo za vse tiste, ki se bodo odločili s tem igrati, pa ustvarjati, sanjariti.
Kaj za to, nisem rekel, da ni. Tukaj noter recimo piše samo, kaj v tej škatli je. Glej, takole zgleda, vidiš, oranžna pa črna. Tole je palični element s sestavljalno glavo, pa imaš pa še palični element, kje si mesi, evo ga, brez sestavljalne glave. In potem si, no, imaš pa tele še, ne, ko grejo malo naokol. In potem v ta element lahko noter porineš stvari z 5 smeri in na takšen način začneš sestavljati. Elementi, ki jih lahko sestaviš, ni omejitev. Kaj boš naredil? Pa stari, naredi kar češ. A veš, en tak proces kreativnega ustvarjanja ti lahko v glavo prinese nove ideje, s katerimi si lahko pomagaš, ne vem, pri čisto drugih rečeh. Lahko ti sprosti tvojo bučo, ker si že tako preveč obremenjen v službi, v šoli. In zdaj govorim samo o stvareh, ki pridejo prav, dajmo temu reči, odraslim. Kaj šele otroci? Jaz se tako veselim, da tam mali pokažem tole, ker mi je že znam tožila, a ti kaj je v tej škatli? Jaz recimo tukaj gradim zdajle približno kopijo vesoljske postaje Mir. In veš, da si ti na takšen preprost, zabaven način povabljen v svet konstrukcij, pa mimogrede, zraven si krepiš tudi ročne spretnosti. Fina motorika, stari! Meni se če dali bolj zdi, da sem jaz več s tem igral, ko se bo tam mala. Če pa res. Se da mi povej iskreno, kaj lepšega lahko starš naredi za otroka, kad da mu da v roke eno igračo, ki mu čist zafrtajčka tiste mehne možgančke. Ker otrok vidi pa začne, ki mu vidiš na očeh, da bi... Potem na koncu vidiš rezultat svojega dela. Lahko ga izpopolniš, lahko narediš kakšno konstrukcijsko napako, se iz nje naučiš, greš naprej. Lahko naslednji dan priješ, vse razstaviš in greš znova v novo nenapisano zgodbo. In to je draž te kreativnosti, da vedno lahko nastane nekaj novega. Nobenih navodil, samo v osnovi zelo preprosta igrača, ki ustvarjalnosti da lahko krila. Zato je meni to toliko všeč. A sem kdaj že naredil unboxing z samo eno stvarjo? Nisem. Ne vem, če je sploh pomemben, da to povem, ampak tukaj piše na škatli, za otroke od 5 let naprej, mogoče zato, no, ker oni malo mlajši hoče še kje v usta dati, ampak če si zraven, bi jaz to dal še veliko mlajšim. Več kot 185 kosov, ona pa je noter, jaz pa nisem jedel že 100 let. A veš, ta pregled sem včeraj, itak moraš težč prideti, pa sem vmes nekaj stisnil usta, pol je bila pa že fantočna, pa smo šli peš skoraj iz Celja do Laškega. Pa malo savne, pa bazene, pa preveč smo razgrajali, jaz se opravičujem vsem prisotnim. Potem smo pa v dvorcu Lanovš zažurali skoraj do zjutraj, tako da sem malo utrujen. Ampak, kaj več, kot tole bom povsem sestavil, a ne? In ko bom tudi pokazal. Ja pa v tem trenutku še en poziv. Ervin je človek, ki si je to zmislil in jaz brez kakršnega koli sramu pozivam, da se njegovo vizijo podpre. Zakaj? A veš zakaj? Zato, ker v življenju ne pride velikokrat naokrog ideja, ki si je sposoben uresničiti na tak način, in s katero si sposoben pomagati ali pa polepšati dan praktično komorkoli, ki rad čas preživlja kreativno. Tudi naš narod mi ni povedati, da ti lahko GoGix igračo v okviru projekta Štarte Slovenija, se to sem prej omenil, najdeš če se jaz ne motim, 12 interšparih po Sloveniji, ne šparih. Kaj je razlika? No, te pa rekli, da ni. Jaz vem, da je. A ja, pa eno stvar sem pozabil povedati. Plastika, to drži, ampak se jo da reciklirati. A že zelo celostno so gruntali vsem skupaj. Pameten. Ja, veš, kaj pa največja fora pa vsem skupaj? A ni hecno, kako se v življenju doskrat izkaže ali pa pokaže, da so najboljše stvari zelo, ampak res zelo preproste. To se je izkazalo že milijonkrat. Tudi pri dizajnu je recimo tako. Zelo preprost dizajn, ampak omejitev pri tem, kaj lahko ustvariš, pa ni. To je dober recept, ne? Za praktično karkoli. Mislim, ne, če si v Krškem pa se ukvarjaš z nuklearnim reaktorjem, ne. Tam stvari ne smejo biti preproste, če ne bi bilo hitro kaj narobe, ampak tako.
Hecen, no, a ni? Pa le kaj piše. Več idej za sestavljanje najdeš na gogix.si. Zdaj pa to res to. Adijo.